Lepo pozdravljene na zadnji dan Ljubljanskih svetkov. Križ, simbol trpljenja, simbol zasramovanja, ali jeszcze bolje mesto zmage. Križ spremenuje moje življenje. Ne tisti, štero ga nosimo tu koli, ništer ne nosite, imate, ja ga nemam. Ali ne tisti križec, štero ga tu nosimo koli. Znate, dosta ljudi, štere imajo tu verižico s križom, koli šinjaka obešeno, so grešniki, veliki kriminalci, nesramneži, žal. Pa vseeno nosijo simbol Jezušove zmage, koli svojega šinjaka. Ne tisti križ, ko ga imamo tu gor obešenega, pač pa tisti križ, ki je Jezus trpel za nas, je Jezus mrl za nas. Tom je rešeno moje življenje. Tom je rešeno tvoje življenje od večnega pogibljenja. Ljubljanski ponedeljek, dan, da se največ goči od tistega dva potnika, šterega sta šlo v Emaus, tudi mi mogoče ali od toga v dnešnjem dnevi. In to je dan, da se je novica
ta radostna vest od Jezušovega gorstanjenja širila na vse kraje, širila v tistem času. Znate, zavolo toga, kad se te širila, je prišla tudi do mene, tudi do tebe. Je prišla ta istina. Pravzaprav sta se v tistem dnevu začale širiti dve istine. Kad tako povem, dve vesti od praznega groba sta se začali širiti. Eno so širili Jezušovi učenci, njegove sledilce, žene, štere so ga spremljale, znači očividce. Tisti, štere so doživeli prazen grob, štere so videli prazen grob in štere so videli gorstonjenega Jezuša. Drugo novico, kad tako povem, drugo istino, laž, pa so širile takratne verske vodje in pa rimske vojake, stražare, štere so stražili zapečateni grob. In znate ko, pa vseeno njih je mrtev Jezus bi vojšel. Vojšel njih je. Ne ga bilo več tam zavolo toga, kaj je gorstono. Poglednemo obejtejve istine, kad tako povem, in videli razliko med njima. Že včeraj sem govoril o tom, kako sta dve Marije prišli grobe in doživele prazen grob. Doživele ste, kaj je grob bil prazen. In vse, ko se je to dogajalo, grob je bil prazen in še več, osebno sta se srečale z gorstonjenim Jezušom. Osebno sta se srečale z njim. Prešteli smo tu njivajno reakcijo. Kako sta njive odreagirale na to, ko ste doživele, ko ste videli, ko ste osebno doživele. Matej 28. tali 8. veršu smo prešteli in ga znova ponovimo. To piše, da ste vse to doživele. To piše, hitro sta zapustile grob in strahom ter velikim veseljem stekle. Znači, bežale ste sporočiti to njegovim učencem. Torej, navdolo njiva je veliko veselje in želja, kad to veselje delita z drugimi. Kaj povejte tudi drugim od toga, ko ste videli, ko ste doživeli. In če bi pogledali tu ostala poročila, štera so zapisana v vseh 4 evangelijih, bi videli različne reakcije tistih, štere so se soočile s poročilom o praznom grobe. Ene so bili začudene, ne so mogli razumeti to, druge so ne vrvale tem poročilom, pa to vem, nekaj so mogočite. In vsi so bili nekak v enom šoku. Bili so v enoj negotovosti, v strahe, kad so te tok ne mogli sprejeti toga dejstva, te istine, kaj je Jezus živ. In v takšnem vzdušju so preživljali te svoje življenje. Dva izmed njih, izmed tiste širše skupine Jezušovih učencev, sta šlo iz Jeruzalema v Emaus. To je pot dolga približno 11 kilometrov. Lahko bi pravili tok, kad sta šlo iz mesta, gdje se dogajajo strašne stvari. Iz mesta, gdje križajo nedužne ljudi. Šlo sta iz mesta, gdje je bila prisotna nevarnost, prisoten je bil strah. Što da naslednje? Mogočemo pa toge? Što da naslednje? In teva dva potnika sta šla na malo bolje sigurno mesto, na bolje varno mesto, gdje ne bilo toliko napetosti, gdje ne bilo toliko, kako se dnes moderno pravi, toliko stresa. Šla sta na bolje sigurno mesto. Ali, znate ko, ta situacija je šlo z njima. To, ko je bilo v tom, je šlo z njima.
To njiva je spremljalo in to vidimo iz toga poročila, zavolo toga, ko sta se njiva popolti, sta se pogočavala od vsega toga, razpravljala sta se to, ko se je dogajalo, premlevala sta v svojem življenju in eden z ovim delila to, ko eden ali drugi razmišlja. In celi tej odlomek, ko preštejte se doma, poglednili mu ništerne dele v Lukovom evangelije, 24. tale, vse od 13. pa do 35. veršuša je to zapisano. Znate, mi ljudje smo pač takše, ko se pogočavamo od aktualne stvari. Do se kaj zgodi, te mi od toga gočimo. Te od toga razpravljamo. In to se lahko sami pri sebi premislimo, ko je najbolj aktualno za mene, za moje osebno življenje. In tu z njima je to bilo. Ko sta se pogovarjala od aktualne stvari, se doteča, dokečniva je neizmoto eden potnik, eden drugi potnik, štiri se njima je pridružil. 15. 16. veršu štok štejmo. In medtem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Ste se že znašli v takšni situaciji? Pogočavaš se z nekakim, gočiš z nekakim, pa ne veš, što je. Ne veš, koma je tvega žal. Enako sem sedel v čakalnici zdravstvene ordinacije, poleg mene je sedel eden moški, Samuel ga dobro pozna. Poleg mene je sedel in gledam ga v mene, nisem znal, što je. Enostavno sem ga ne prepoznal. V Küper sva delala, pred tistim sva v Küper delala. Znate, da sem naslednjič prišel v Küper, z njim sem jim pravil, Jože, oprosti, jaz sem te enostavno ne spoznal. Ti si pa tudi nikaj ne probal. Teva dva potnika sta ne prepoznala, što je njivajni sopotnik. Štiri se njima je pridružil na njivajnoj poti. In dragi poslušalec, dragi prisoten, če glika mogoče ne vidiš, ne veš, ne prepoznaš, znaj, boj siguren, kad te Jezus spremlja na tvojoj življenjskoj poti. In še več, on te v tvojoj življenjskoj poti ščite to, kak je to bilo v dogodke s tema dvema učencoma. Njiva sta bila zbeganiva zavolo toga, ko se je zgodilo in zavolo toga, ko sta čula. Zbeganiva sta bila. Ne sta mogla zarozmeti se to, ne sta mogla dojeti vsega, ko se je pravzaprav dogajalo in na Jezusovo zanimanje. Znate, Jezus se zanima, ko v mojem in tvojem življenju je. Njega zanima to. On šče znati, on šče čuti moj in tvoj glas. On šče čuti moje in tvoje občutke, če glika nas on najbolje pozna. Ali vseeno on šče to čuti. In na pitanje, ko se pa ti to takšnega dogaja, sta njima pravila tak, ko je ta vzrok za vajno zaskrbljenost in njiva sta Jezuše, ne sta znala, kaj je to Jezus, sta njimi pravila tak, Luka 24, od 19 do 24, tak štejmo. Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom, kako so ga naši veliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali. Mi pa smo upali,
Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst, ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so imele celo videnje angelov, ki so dejali, da Jezus živi. Nekateri izmed naših so šli k grobu in so našli vse tako, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli. Ko tebe bega v tvojom življenju? Ko tebe vznemirja v tvojom življenju? V tom tekstu smo videli, kaj je teva dva učenca in pa tudi ostale učence begalo nekako stvari in zavolo toga so nej vrvali ženam, štere so bile prve glasnice stajenja. Žene so bile prve, štere so razglašale stajenje. In ena izjava, štero sta provla teva dva učenca Jezuše, je tu dnes velika prepreka, ka mnogi ne mrejo vrvati Jezuše in ne mrejo vrvati Bibliji. To mi, ko je zapisano v Bibliji. In to je, mi pa smo upali. Leko bi dole provle, malo noček bi leko provle. Mi pa smo si mislili, človekova predstava, to, ko v njegovi misli, to, ko se on tu predstavlja v svojom razume, je največja prepreka za vero v Jezuša. To, ko se človek tu noter prepleta, ko se v njegovi misli dogaja, to je največja prepreka, ka ne mre verovati v Jezuša. In Jezus je v tistoj situaciji prepozno, ko je tisto, ko bega njuno razmišljanje in njima pravi to v 25. veršu še: O, nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki. Vidite, to, ko se v naših mislih predstavlja, je ne to, ko je Božja vola. O, nespametna in počasna v srcu, ne v mislih, pač pa v srcu se more zgoditi ta sprememba. In potom opozorili, njima je Jezus razložil njima je namen, šteroga je mogel Jezus izpolniti. In se je moglo vse to zgoditi skozi Božjo reč, skozi pisma, njima je razložil svoj namen. Njegov namen, zakaj je pravzaprav vse to moglo biti, to, kako je bilo. Dragi moji, gledajte, kako je prijetno poslušati, da te nekak razlaga Božjo besedo. Kaj ti lahko razumeš in ne samo razumeš, pač pa jo preneseš v svoje življenje in po njej ti vsakodnevno živiš. Kako je to prijetno. In teva dva potnika sta poslušala razlago toga velikega učitelja. In v to prijetno vzdušje, štero njima je navdajalo, da sta tako srkala v sebe to Jezušovo razlago, sta prišla teva dva človeka do svojega cilja. Prišla sta ta, koma sta želela iti, koma je bil namen njivajne iti, in je te njivajni sopotnik ščel iti naprej. Želo je iti naprej. Dragi poslušalec, zavedaj se, Jezus se tebe ne bi nikdar siljeval.
moraš. Ne, Jezus se nikome ne siljuje. Tudi tema dvema potnikoma se je ne vsiljeval, pač pa je ščel iti naprej. Znate, ki Jezus ne dobi priložnosti, če ne dobi tu priložnosti, da je šel naprej, da je šel do druge priložnosti. In isto naj bo tudi v našem življenju. In zavedajmo se toga, če mi Jezuši ne damo priložnosti v svoje življenje, kaj je spremeniti, to, ki je potrebno in to, kako je potrebno, Jezus da je šel naprej. Ale zgodilo se je nekaj. Zgodilo se je nekaj, ko je v tom odlomku, v tom dogodku za mene eno posebno veselje. To štejmo 29. veršoš. Silila sta ga in govorila, ostani z nama, kaj ti proti večeru gre in dan se je že nagnil, ne idi naprej, ti si dobrodošel. In glejte, in vstopil je, da bi ostal pri njiju. Dragi moji, dragi prisoten, dragi poslušalec, Jezus se vedno, se vsikdar odzove na povabilo. Jezus se odzove na povabilo. On sigurno ostane pri tebi, če boš ga povabil in jim izraziš dobrodošlico. Sigurno ostane pri tebi. Ne da te pusto samoga, ne da odbežo, pač pa da ostano pri tebi. In vstopil je, da bi ostal pri njiju. In tom, da je bil Jezus povabljen v njune dom, se je zgodilo nekaj veličastnega. Se je zgodilo nekaj nepozabnega, čudovitoga. 31. veršoš, tak štejmo. Tak piše v 31. veršoši. Tedaj so se jima odprle oči. Aleluja. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. Dragi moji, si ti že spoznal Jezuša? Si ga prepoznal? To je največje veselje. In bar gledajte, kakšna reakcija je bila tega dva človeka, štiri pa sta šla iz tej nevarnosti na bolje sigurno. Da sta prepoznala Jezuša, kakšna je bila njivajna reakcija, kako sta njiva reagirala. Njuno srce je gorelo. Je gorelo v njivajnem življenju, se je začel eden novi ogenj, ena nova gorečnost za to, kad ta radostno je širila, kad ta je nesla naprej, pravzaprav kad ta je nesla nazaj, ta, odkud sta prišla. In zakaj? Zato, kad sta bila v Jezušovoj prisotnosti. Bila sta v njegovoj prisotnosti, v prisotnosti gor stanjenega Jezuša, ne mrtvoga, ne tistoga, šteri je mrov, ja, ali gor stanjenega, živoga, biti v prisotnosti živoga Jezuša, napravi spremembo v življenje človeka. In tega dva, tej ogenj, šteri je goro v njihovem življenju, njima ne dal mira. In takoj sta se odpravila nazaj v Jeruzalem. Odišla sta, šla sta nazaj odkud sta prišla. Nesla sta to veselo sporočilo, kaj je Jezus živ. To veselo sporočilo sta nesla med tiste obupane učence. Štiri so bili skriti tam za zaklenjenimi vratami. Ne njima bilo težko.
Ne njima bilo žmetno prehoditi celo to pot zavolo toga, da sta imela osebno srečanje z gorstanjem in živim Jezusom. Haleluja! In te izbrane tom v Jeruzaleme, tu oni so imeli eno novo pričevanje. Tu eden novi izziv, imeli so eno novo pričevanje, kaj je Jezus živ. Peter ga je videl. Tu Peter ga je videl. In Peter je bil med prvimi, šterim se Jezus prikazal izmed učencev. In verjetno zato, da bi ga Jezus potolažil za to, kako se je v njegovem življenju zgodilo. Dragi moji, krivdo, štero ima človek za volo greha, leko potolaže edino Jezusova prisotnost. Edino, če Jezus pride v srce človeka, je leko ta krivda greha odstranjena. Edino on je to sposoben napraviti življenje človeka. In da prideta ta in čujeta, kaj je tu Peter videl Jezusa. Gor stanjenega. Tu njiva dodata svoje pričevanje. Dodata svoj dogodek, svojo življenjsko izkušnjo, na kakšen način sta Jezusa prepoznala. Želela sta ohrabriti ostale. In poleg vsega toga, poleg vseh teh spodbudnih novic, poleg vseh teh veselih novic, je tom med učencami vseeno bilo nekšo takšo žalostno, nekšo turobno vzdušje, nekša negotovost, nekšo nezaupanje do vsa ta poročila. Ali, dragi moji, ne je ostalo pri tom. Ne je ostalo pri tom. Jezus sam je poskrbel za to in stopil med njih. Jezus sam je poskrbel za to, ker ne je ostalo pri toj žalosti, pri toj negotovosti. Stopil je med njih in prinesel je najpomembnejše sporočilo, največje sporočilo, mir vam bojde. Dragi moji, človek v svojem življenju, šteri nema Jezusa v svojem življenju, živi v nemiri. Živi v nemiri. Edino Jezus prinaša te pravi mir. Jezus prinaša te pravi mir. Jezus dava te pravi mir in ga želi dati tudi v tvojo situacijo. In Jezus nadaljuje, kaj bi razbil to turobno vzdušje. Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Zakaj? Pa to sem jaz. Zakaj se to dogaja v tvojem življenju? Jezus ni je tu postavil eno vprašanje, štero se dotika tudi mojega, tudi tvojega življenja, dragi prisoten, dragi poslušalec. Zakaj si v strahu v svojem življenju? Zakaj dvomiš? Zakaj mene ne zaupaš? Pa jaz sem živ. Jaz sem tu, zdaj prisoten, gli v tvojo situaciji. Jaz sem tu, zakaj dvomiš? Jaz ti želim dati mir. Edino sprijeti ga moraš. Jezus sam je v tistoj situaciji potrdil vsa poročila o njegovem vstajenju. On sam je potrdil, kaj je to, ko so čuli od drugih, kaj je to istina, kaj je to prava resnica. In dragi moji, dragi prisoten, dragi poslušalec, da boš ti glasnik Jezusovega vstajenja, on sam je to potrjeval. Jezus je tvojo vest potrjeval. Jezus je živ
In to je prava istina. Haleluja. Na drugoj strani pa imamo dogodek, ko so rimske stražare in veliki duhovniki razlagali prazen grob. Kakšno resnico, kad tako povem, so oni širili. Bar poglednemo v Matej 28, od 11. verša naprej, gdje je zapisana ta stran istina, kad tako povem. Matej 28, 11 do 15. Tako štejmo tu. Ko sta bili še na poti, govor je o teh dveh Marijah, o četiri sem tu včeraj učil, in ste se srečali z gorstanjenim Jezusom. Ko sta bili še na poti, so nekateri iz straže prispeli v mesto in sporočili velikim duhovnikom vse, kar se je zgodilo. Ti so se zbrali s starešinami in se posvetovali. Vojakom so dali veliko denarja in dejali: recite, po noči so prišli njegovi učenci in so ga ukradli, ko smo spali. In če bi to slišal upravitelj, ga bomo mi pomirili in dosegli, da boste brez skrbi. In ti stražarji so vzeli denar in storili, kakor so jih poučili. Tako se je ta govorica razširila med Judi do današnjega dne. Tu vidimo rimska straža, šteroj je mrtev Jezus vyšel, izginil iz groba, šteroga so mogli unistražiti za ceno svojega življenja. Ta rimska straža, te stražarge so bili v enom velikom strahu. V ještě večjem strahu, kot so pa bili Jezusovi učenci. Bili so v velikom strahu. Oni so se zavedali so se, kaj so zatajili, kaj so ne izpolnili ukaza, šteroga so dobili, za koj so bili tam. Znate, to je za njih pomenila sigurna smrt. To je bilo v tistem času. Če je rimski stražar ne izpolnil ukaza, če ne činil to, ko njim je bilo zapovedano, ne je bilo milosti za njega. In vidimo, kad te rimske stražare so ne šli k svojim nadrejenim, ne so šli k svojim poveljnikom, pač pa so šli k naročnikom njihovega posla. Znate, veliki duhovniki, te so sprosili rimsko stražo, naj pride pa zastraži grob, zavolo toga, kad so čuli, kaj je Jezus šel pa to pravo, kad na treći den gor stane. In toga so se oni božali. To je bilo strah, te velike duhovnike, kad bi se kaj takšnega zgodilo. In zavolo toga so naročili stražo, kad bi naj oni preprečili to. Naj bi oni preprečili, kad se ne bi kaj takšnega zgodilo. In zdaj te stražare pridajo tak tem naročnikom njihovega posla. Pridajo k velikim duhovnikom in vidimo, tako smo prešteli, te so se znašli za enoj velikoj zagate. Enoj velikoj navole, ko pa naj zdaj mi napravimo. In zavedajmo se toga. Rimski stražari, tako smo prešteli, so njim pravili vse, kako se je zgodilo. Oni so znali, ko se je zgodilo. Pa vseeno, te so napravili eden sestanek. Zdaj pa mi moramo razpravljati, zdaj se pa mi moramo zgučati, zdaj pa mi moramo najti nekšo rešitev, ko napraviti s tem, ko se je pravzaprav zgodilo.
Pa to ne smemo dati dole. Mi moramo najti svojo rešitev. Mi moramo svoj odgovor na to najti, ka bi leko upravičili svoje postopke, ka bi leko pravzaprav ljudem razložili tej prazen grob. Dragi moji, ne mislimo se, kaj je to enostavno. Ne mislimo se, kaj je enostavno, da si vodja in se moraš odločiti, kaj se postaviš za istino ali pa proti njej. To je borba. To je borba, ko v svojem življenju odreagiraš. Znovu tvoj gočin. Zato, ker sem tudi večkrat bil v takšoj situaciji. In te verske vodje, te starešine so se žal dokončno odločili za laž. Znali so istino. Bila jim je posredovana. Rimski vojaki so njim povedali istino. Ali oni so se odločili za laž. Dragi moji, ali se ne dogaja tudi dnes isto? Se ne dogajajo tudi dnes podobne stvari? Ljudje na visokih položajih, ljudje, ki imajo moč, ljudje, ki imajo odgovornost, ljudje, ki imajo vpliv, vodje držav, religijski vodje se odločajo za laž, namesto, da bi se držale biblijske istine. Odločajo se za laž in jo podpirajo. Kakšna tragika. Kakšna tragika. Ali se ti odločaš vsakom trenutku za istino? Znate še več. Te verske vodje, te starešine so spodnile ještě globše. Spodnile so ještě globše, ne samo, ko so se odločili za laž, pač pa so jo ještě plačali z veliko denarja. Z dosta penez so plačali laž. In stražare so povčili, kako naj zložajo. Recite, po noči so prišli njegovi učenci in so ga ukradli, ko smo spali. Penez zaslepi človeka. Jel tega to znamo? Pregovor. To je takšen in to je istina. Penez zaslepi človeka. Rimski vojak na straži za ceno svojega življenja odgovarja za vse, ko je njime zavipano. In zdaj dobi eno navodilo, štero nema nikšega smisla. Nema, brezvezno sporočilo so dobili, brezvezno navodilo, nema to nikšega smisla, smešno. Prišli so Jezusovi učenci, vkradli Jezusovo telo, mi smo pa spali. Da človek spi, zna, ko se dogaja okoli njega? Ne. Ne ve, ko se dogaja poleg njega. Kako leko znaš, što je kaj v činu, če pa spiš? Nikše logike njega v tom, ali penez je napravil svoje. Veliko denarja so dobili in tok je poleg istine vstajenja, tok se je poleg te istine širila tu laž. In to vse do dnešnjega dneva in to, da se še nadaljevalo. Videli smo dve poročili iz Biblije. Istino, štero so razširili Jezusovi učence in laž,
štero so razširile takratne verske vodje. Kome boš veroval ti v svojom življenju? Kome ti dnes vrčeš? Kome ti dnes zaupaš? Razodetje v prvom poglavje, 17. do 18. vrstica, je to zapisano. Ko sem ga zagledal, sem se zgrudil k njegovim nogam, kakor mrtev. On pa je položil name desnico in rekel, ne boj se, jaz sem prvi in zadnji in živi, jaz sem. In dole pravi to, bil sem mrtev, a glej, živim, haleluja, živim na veko veke in imam ključe smrti in podzemlja. Haleluja. Dragi moji, to je to veselo sporočilo. Dragi poslušalec, dragi prisoten, Jezus tu dnes želi položiti svojo desnico na tvojo ramo, na tvoje življenje. Jezus te tu dnes želi ohrabriti. Jezus te tu dnes želi zdigniti, ka bi leko živo v njegovoj resnici. Verješ v to? Amen. Stanemo v zaključnoj molitvi. Nebeški Oče, hvala je Tebe za Tvojo veliko milost, katero si nam Ti prinesel po Tvojem Sinu Jezušu. Hvala je Tebi za to čudovito milost in pa sporočilo, katero se je ohranilo do dnešnjega trenutka, do dnešnjega dneva. In ne samo, ka se je ohranilo, pač pa je to sporočilo živo v mojem, v naših življenjih. Nebeški Oče, hvala je Tebi, ka si daroval najdragocenejše, ko si imel, za to, ka bi odrešil človeka, zgubljenega, grešnega, odstranjenega v Tvoje prisotnosti. Jezus, dragi, hvala je Tebi. Hvala je Tebi, ka si Ti izpolnil Očetovo voljo. Ne Tvojo voljo, pač pa Očetovo voljo. Jezus, dragi, hvala je Tebi, da Ti živiš. Hvala je Tebi, ka po Duhu Svetom živiš tu v mojem, v naših življenjih. In Duh Sveti, hvala je Tebi, ka si nam razodel, ka si nam odkril to istino, to vrednost Jezušovega dela, Jezušovega vstajenja, njegove žrtve. In Duh Sveti, hvala je Tebi, ka nas tu dnes vodiš in želiš nam pomagati v vsakoj situaciji. In prosim Te, pomori nam, da se podredimo Tvoje volje, da se podredimo Tvojome navoke, da se podredimo tome, ko nas Ti včiš in želiš navčiti skozi Tvojo drago sveto reč, štera je istina, štera je prava istina. In Jezus, dragi, pomagaj nam, ka ne bomo verovali laže, štero šotan širi, ka ne bomo verovali laže, štero šotan seje na takše grozne načine. Pomori nam, ka bomo verovali Tvojo istine, zato ka Ti si pot, istina in življenje. Pomori vsakome med nami, pomori vsakome, šteri čuje to vest, ka bi izbral Tebe, šteri si pot, ka bi izbral Tebe, šteri si istina, ka bi izbral Tebe, šteri si življenje in pelaš v večno življenje. Nebeški Oče, v imenu Jezuša, blagoslavljam vsakoga, šteri je tu prisoten. Blagoslavljam tudi tiste, šteri so v tom trenutku nemogoče biti tu, na šterom koli mestu se šteri nahaja. Blagoslavljam v Tvojem imenu, Jezus, dragi, vse tiste, šteri čujejo to vest, ka bi resnično bili blagoslovljeni od Tebe, da bo proslavljeno Tvoje sveto,
veliko ime, Bog Oča, Bog Sin, který živíš in bo živo na vse věky, Bog Duch Světý, který živíš v mojom in v naši življenju. Amen. Amen. Buďte blagoslovljeni od Gospoda. Amen.